Pozdravljeni! V tem že 23. tedenskem komentarju novic si bomo pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat, kot običajno, 4 različni sklopi, kjer se bomo dotaknili aktualnih tem, ampak tudi dogodkov, ki so malce v zakulisju. Predvsem v 2. in 3. sklopu bomo dobili zanimive potrditve na teorije, o katerih smo razpravljali pravzaprav v prejšnjih dneh. Kolikor koga zanimajo originalni članki, ki so citirani v posameznem sklopu, imate bližnjice navedene seveda v opisu. A najbolje, kot ponavadi, da kar začnemo s 1. sklopom. Začenjamo s temo, ki je marsikomu znana. 8.6. ste lahko na spletni strani Race Fans zasledili, da Luca Corberi se je pritožil na 15-letno izključitev iz sveta profesionalnega motošporta. Da malce obnovimo zgodbo. Corberi je tisti voznik karta, ki je vzel prednji odbijač svojega vozila ter ga zalučal v svojega nasprotnika, Pavla Ippolita. In to ni bilo dovolj. Kasneje po dirki sta tako Corberi kot njegov oče poiskala Ippolita ter se ga lotila. O tem smo govorili v prejšnjem letu. In seveda sledila so zgražanja sveta motošporta. Naj tu omenim le tisto, kar je povedal Jenson Button in Felipe Massa. Tudi sam Corberi se je nekako opravičil ter dejal, da bo zaključil svojo kariero voznika v kartingu. In o tem smo lahko brali 5. oktobra 2020, tako v članku na spletni strani planetf1.com, kot seveda Race Fans, z eno zanimivo razliko. Namreč Planet F1 je poročal, da je Corberi zaključil svojo kariero, medtem ko je Race Fans navedel, da Luca Corberi je dejal, da ne bo vozil več. Seveda njegove izjave so bile izjemno polne kesanja. Povedal je, da je šel sam do tistih komisarjev in jih prosil, če mu vzamejo licenco. A videli smo, da po nekaj mesecih se je dobesedno pritožil na ta 15-letni izgon in izgleda, da se hoče vrniti v svet motošporta. Koliko iskreno je bilo njegovo kesanje, lahko presodi vsak sam. A jaz takih osebkov v svetu motošporta nočem videti. Namreč njegovo obnašanje je čisto nekaj drugega kot tisto, kar smo videli naprimer v Monaku leta 1975, ko je James Hunt žugal Patricku Depailleju in seveda tudi Nelson Piquet ter Eliseo Salazar sta prekrižala pesti v Nemčiji leta 1982, a kasneje smo videli, da sta zgladila spora. In če sem omenil Hunta v Monaku leta 1975, ne smemo mimo tiste epizode iz Kanade leta 1977, ko je treščil varnostnega delavca ob progi, seveda v afektu, a se je takoj pokesal za tisto, kar je storil. Corberi se ni pokesal za nič in zato je prav, da ga ni v motošportu. Upam, da mu ne bodo zmanjšali kazni, niti ne simbolično. V našem 2. sklopu se bomo ukvarjali s člankom, ki sem ga zasledil 8.6. na spletni strani Race Fans. In posredno potrjuje neko teorijo, o kateri smo govorili po veliki nagradi Azerbajdžana. Gre za izjavo Valterija Bottasa,
ta ni prepričan, kje je vzrok za njegov slab rezultat na ulicah Bakuja. In preden bo kdo izmed vas začel s teorijo, da Valtteri Bottas pač enostavno ni dovolj dober, bi rad podčrtal dejstvo, da Valtteri Bottas je zmagovalec dirk za veliko nagrado in če je v tovarniški ekipi Mercedes, verjetno ni tako od muh. A vrnimo se k izjavi Bottasa. Namreč, možne vzroke vidi Bottas v dveh področjih. Ali na samem bolidu, kjer je možno, da je prišlo do kakšne okvare, oziroma kakšne razpoke na šasiji, kar ni tako hitro opazno, in po drugi strani je s prstom pokazal na pnevmatike. Namreč tu velja opomniti, da tako on kot Lewis Hamilton sta imela enake tlake, podobne nastavitve in težko verjamemo, da je bil Lewis Hamilton tako hiter ter Bottas tako počasen. A zopet se lahko vrnemo na tisto, kar smo govorili v prejšnjih dneh, da mehki izbor pnevmatik ni pisan na kožo v Mercedesu W12, kot seveda tudi predhodnikom te šasije. In verjetno je možno, da je bil Lewis Hamilton tista dodana vrednost, ki je bil sposoben izkoristiti pnevmatiko na polno, kljub temu, da je ta povzročala težave. Bottas pa tega ni sposoben, a to ne pomeni, da je slab. Govorimo o tem, da je Hamilton bistveno boljši od njega. A zopet kamenček v mozaiku te teorije, da z najmehkejšim izborom Pirellija pri Mercedesu niso zadovoljni, in videli bomo v naslednjem sklopu, da tudi mnogi drugi niso bili dovolj zadovoljni s tem izborom. V našem tretjem sklopu se bomo zopet ukvarjali s člankom, ki sem ga zasledil na spletni strani racefans.com 8.6., tako kot v drugem sklopu. A v tem članku sledijo prepisi dialogov voznikov z njihovimi komandnimi zidovi. In dialog med voznikom in inženirjem v tem primeru je izjemno dramatičen in odpira kar nekaj zanimivih vprašanj, poleg tega dobimo marsikatero potrditev. Namreč, že v komentarju sem bil izjemno kritičen do Michaela Masija. In čeprav moje mnenje, mnenje Simona Jazbeca ni vredno nič, je mnenje določenih voznikov Formule 1 malce bolj relevantno. In začelo se je že z Lensom Strollom po tisti nesreči, ko mu je razneslo zadnjo levo pnevmatiko. Klical je po rdeči zastavi, da bi lahko varno zapustil svoj bolid. Zavedal se je nevarnega položaja, v katerem se je znašel, a njegov inženir ga je komaj prepričal, da je zaradi lastne varnosti ostal v bolidu. In seveda direkcija dirke nič oziroma počasna odločitev. Safety car pri tisti nesreči sta pričakovala tako Pierre Gasly kot Latifi. In George Russell je čakal rdečo zastavo. In govorimo o Georgeu Russellu kot neke vrste sindikalnemu predstavniku vseh voznikov. A zopet direkcija dirke, in tu govorimo o Michaelu Masiju, se je odločila izjemno pozno in izjemno počasno. Podobna zgodba se je zgodila, ko se je v zaščitni ograji znašel Max Verstappen. Namreč Charles Leclerc se je začel spraševati, kje pa je varnostni avtomobil. In po drugi strani Sebastian Vettel v malce daljšem dialogu s svojim inženirjem se je začel spraševati, saj vedo, kakšne pnevmatike imamo, kdo bo naslednji, ki bo imel težave. Torej, potrditev, da pnevmatike najmehkejšega izbora
C5, C4, pa C3 so bile daleč od idealnega ne samo za Mercedes, temveč tudi za marsikatero drugo ekipo. In seveda tisto, kar marsikdo izmed nas je vedel že dosti časa. Michael Masi se odloča izjemno počasi in še takrat verjetno mu mora marsikdo kaj prišepniti. Situacija je bila jasna voznikom na progi, le direktorju dirke ne. Seveda o tem se mora začeti spraševati tudi FIA in nekako dobiti pravo rešitev. A mi pojdimo sedaj na našo zadnjo temo. V naši zadnji temi se bomo pa pogovarjali o izjemno aktualni novici, stari le nekaj ur. Namreč 9.6. sem na spletni strani motosport.com, ampak tudi na italijanski strani Autosprint prebral, da odhaja Simon Roberts s čela Williamsa v Formuli 1. Simon Roberts je bil izvršilni direktor ekipe Williams še za časa Claire, a ko je Claire na veliki nagradi Italije 2020 zapustila ekipo, je on prevzel v navednicah začasno vodenje. Nato so njegovo vlogo potrdili pravzaprav do danes. Zahvalili so se mu za izjemno dobro delo, namreč bil je ključni element v tem delikatnem prehodu, ampak Jost Capito bo prevzel njegovo vlogo. In seveda po svoje ta operativna vloga za Capita je tudi tisto, za kar je prišel v Williams. Ni tam seveda zabiti le figura. In tudi njegov kolega François Xavier de Massion je dobil nove naloge oziroma dodatne. Poleg tega, da bo odgovoren za tehnični razvoj samega bolida, same šasije, bo odgovoren tudi za vse tisto tehnično dogajanje na progi. Seveda svoj koncept vodenja ekipe in videli smo pri Williamsu, da so napravili kar nekaj korakov naprej. Ne vem, kje se bo nadaljevala kariera Simona Robertsa, sedaj ko je zapustil Williams. Ni se izkazal za slabega v tem ključnem trenutku, a zopet dokaz, kako večnost, stalnost v Formuli 1 je le beseda in praktično lahko traja le nekaj tednov oziroma mesecev. Toliko za danes, to je zadnja novica v tem komentarju številka 23. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.